Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sledi resnice in sicer ste morda kje zasledili v katerem od medijev, da v Angliji resno razmišljajo o uvedbi naslednjega predloga, da bi lahko socialne službe na otoku staršem, ki kljub opozorilom naj zdravo prehranjujejo svoje otroke in se tega ne bi držali, da bi jim lahko otroke celo vzeli zaradi seveda prevelike debelosti in zaznamovanosti za celo življenje in ne nazadnje zaradi načrtnega ogrožanja zdravja otroka. Zato sem ta trenutek pred eno od mariborskih osnovnih šol z socialnim delavcem, gospodom Skerbišem. Dober dan, gospod Skerbiš. Lep pozdrav. Torej, povejte, ali tudi v Sloveniji resno razmišljate o čem takem, kot je ta predlog v Angliji? Ne, gledajte, pri nas zdaj tako daleč, oziroma tako rigorozno še ne razmišljamo, ne. Je pa res, da smo začeli v teh posvetovalnicah na te primere opozarjati, ne, ker zdaj, gledajte, ne nazadnje otrok pač ne ve, kaj je zdravo, kaj je dobro za njega, on samo ve, kaj pač rad je, zdaj pač trend je ta, da otroci radi jejo te zahodne fast foode, da imajo radi sladkarije, da radi pijejo te sladke pijače in nekaj se na tem mestu mora spremeniti, to jaz bi zdaj opozoril, če pa zdaj mene konkretno vprašate, če sem jaz za ta primer absolutno za. In če pogledava malo otroke, ki hodijo zdaj v bistvu... Ja, se tudi, če pogledamo na hitro, vidimo, da že danes zelo... Kaj narobe? Dober dan z radia z gospodom Gledata. Socialne službe z gospodom sva tu na enem primeru. Kod? Socialne službe, nič samo... Ne, iz socialne službe en primer... Jaz sem Vnuka pripeljal, kaj je zdaj toga čudnega, če ga oče pripelja, kaj me gledate? Nič, zelo pohvalno, da ste ga pripeljali, nič ni... Kaj pa se menita? Pač pogovarjamo se o enem primeru, angleškem. Ja, gre za to, da v Angliji nameravajo staršem, ki imajo predebele otroke, te tudi vzeti. A tak, staršem, ki imajo predebele otroke. In zato ti mene zdaj tu gledaš. Nisem zdaj vas gledal, midva samo... Gledal si otroka, ker sem videl, da v naju gledaš, ti si mene zdaj poznaš me, ne? Pa si me obložil, da imam debelega otroka, prvič drugič pa me ga misliš vkrasta, kaj? Samo malo, doben ne bo otroka. Zakaj si mi gledal otroka? Moj otrok ni debeli. No, sej, gospod, res nismo vašega otroka gledali, samo ni pa med najbolj vitkimi, ne? Ma kaj zdaj vidva sta zdaj tu poklicana, da reka, da moj otrok debelja, kaj? Nic ma midva nič rekla. To sta rekla pa gledata. Sebastian, sem pridi malo, sem pridi. A ta šolo imam! Sem pridi malo, ti pravim. Sem pridi malo. Dvigni majco. Pa ne, Ata, bolj se... Dvigni majčko tu gor. A nekaj se bo vsi smejali. Dvigni majčko pa roke ta gor, da je kot da si gol dal. Se veš tak. Če pa še nikoli gola nisem dal. Dvigni majco, sem ti rekel, čuješ, če ti pravim. Če pravi tu, da si debeli. Se v razredu me ta kliče tudi. Čuješ, kaj boš dal mir, dvigni. Pa kaj si vi mislite? Le kam ste mi daleč otroka pripravili? Kdo? Vidva. Mi dva? Da ga kličejo debeli. Samo malo, zdaj prvo kot prvo nismo mi dva... Do tega dne sploh noben ni omenil. To, vi ste mi prvo rekla, moj otrok je normalno atletsko razvit. Dobrih 70 kg za 5. razred. Kaj pa vi je rada? Sedaj neki det more biti, hočeš, da ga vsi kotejo pa čijo po njem tu, kaj bi ti rad? Pa da bolj brem k tebi, da pa se jočem, da imam punco na moj sina, kaj? Se mora samo braniti. Mora biti neki razvit, kaj škava kriza, bo dvigni majco, Sebastian sem ti rekel. A ta prosim ne bi, no... Dvigni majco, da vidijo to telo. Pisa, dvigni majco, da pokaže, kakvi dedi smo, fišeri. Evo, jaz sem dvigni majco, evo, kaj zdaj? Dobro, dajte, prosim, dajte majco dol, lepo, prosim, no. Prečolo majco dvigujete, sploh pa tako telo lepo. To je kazn lahko. Ne boste mi nič otroka. Kdo je rekel, da bo otroka vam odpeljal? Ti davaš znati, da ga hranim jaz. Kaj ni boljše, da tu pa nekaj hamburgerček, bo eko to etno hrano suho, to zrnje, pa to ko ptič. Eko ste, mislim, ne etno. Vseeno, pač tak sem mislil, otroka mi ne boste vzeli. Idi not zdaj ti, pa drugič, ko te rečem, se sleči, mora se slečeš. Pred drugo šolo ita, majmuna. Dobro, to je zdaj malo kontroljo šlo, ampak tu smo videli na tem primeru. Ja, res smo videli. Hvala lepa, torej, dragi dame in gospodje, da nas neč ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.